Prvo, dober dan in me veseli, da v takem velikem številu ste se udeležili tega razgovora, bom rekel, predavanja. Jaz se bom nakratko predstavil, sem steklarski otrok, rojen 5 otrok je bilo in oče je rekel, če bom jaz imel kaj zapovedati, ne bo noben glažar. Vsi 5 smo bili glažarji bili, ne. To pomeni, knapovski otrok je bil knap, glažarski bil pa glažar, ne. No, zdaj pa, če gremo zdaj tu v zgodovini, kako smo gor rasli, bom pol malo pozneje povedal. Sam jaz bi začel, ne vem sploh, kaj bi začel, ampak bom kar začel nastanek stekla, ne. Če mi zna kjer povedati, kaj so ta prvi stekli sploh odkrili, bi rekel, no. Zdaj to ne veste, ne. Obsidian, lava, ne. Ker zemlja skorja, pa zemlja, rečemo, ima 25%, 81, dajmo številke, čeprav izčrtim, ima silicijevega dioksida, SO2, ne. In lava, ko je skozi bruha, pa še bruha, ne, ko se tali, mislim, ko plava, ima temperatura tam čez 1000 stopinj, je pa že tu spremljiv za stekli. Kaj stekli? Steklenica, sirovine, mi govorimo zdaj o prav stekli, da silicijevega imamo v narav, polnica še soda, te spojine in tako jih bom pol opisal, če bo čas. No, in da bi pa bil še malo bolj, kako bi rekel, fascinanten, ta prvi stekl se pa sploh pojavil 4 milijarde 531 let, 31 milijonov let, tako pravijo na inštituti, ne, imam tukaj dokumentacijo s sabo. Tu so pa bile, so se tele v vesolje, pa kako bi rekel, ki je nastal vesolje, veliki pok, pa še pred velikim pokom, pa tako naprej, so se tele razne spojine, ki so plavale, po domače rečeno, so se združvale in je bilo veliko železa, ne, železa je vse dobiti, te meteori, rečemo, meteoriti, pa to, predvsem tvor. In železo oksid je pa tudi eden izmed tvorcev stekla, ne, in tu so bile hondrole, bi rekel, ne. Hondrole so jih imenovali, ampak pustimo mi, da nam zdaj, če bi rekel na knapi, to bi rekel na našem dritli, pa tule ni bilo, ne. Mile govorimo, kar čemo, ne, ampak letnice, dajmo se jih malo izogibati, pa se mi jaz probal tudi izogibati. No, zdaj bom pa kar začel, ker bi rad vam še malo predstavil, osnova stekla, to pomeni, zdaj smo prišli do lave. Potem je pa ena izmed variant, jaz moram pač povedati, ko jo pišejo, pa se jaz ne strinjam ali pa strinjam, to sploh ni važno. Fligorit je pa, ko strela, vemo, da vsako sekundo strela udara na zemljo, ne vem kolikokrat, ne. No in fligorit pa nastane iz strele, ko v pesku udar, ki ima pa temperaturo 3000 do 30000. To je pravi več kot sonce, pa sonce ima več. Čeprav tako jaz govorim tako, kot je napisano. Ampak to ne more, ker nisem dosti toplota, ni dosti materija, mora biti tudi konsistenca, mora biti eno časovno obdobje, mora biti, ne, da se tali. In bom kar povedal zdaj, ja, in da je tu Amerik, ne vem kaj, da je pa dol, pa je 15 metrov, pa je ena skulptura, ko Sneguljčica, pa te pravljice bom vsilil, ker ste v 9. razredu že znate razmišljati svojo bučo, malo biti še boljši kaj jaz. No, zdaj bom pa sam nakratko povedal sestavina stekla, si bom gledal, da se nam kaj zlogov, ne. Sem celo tako rekel, na enem predavanju, še tudi zelo pravim, vprašajte me kar čete, nekaj vem, če pa nam vedo, sem pa zlogov, vse da vete, če sem se zlogov, ne. A je tako? Ja, pač ko je, ne. Ampak se ne bom zlogov, ne, tu si ne bom dovolil, sam tako se reče, ne. Dobre, no, zdaj bom pa tako rekel, kemijski sestav stekla je, bom še nekaj povedal. Jaz bom tule mečken po svoje užgal, zaradi tega, ko si jaz en predavanje predstavljal, pa sem po knjižnicah hodil, pa so mi vsi razlagali, je pa to zam, pa ta obdobje, pa ono obdobje, pa tis, pa to, pa sem pa imel vnukinjo, ki pa v 6. razred hodila. Rekel, dede, pa kaj imaš tu za literaturo? Rekel, pa to imam jaz 5. razreda, pa vse te obdobje, te kameno dobo, ja, sem rekel, mater, vse pač vete, kjer bom zdaj jaz predal, vse bilah, ne bom predal. No, tako da povedal zdaj, če gremo stekli. Steklo ima od 100 periodičnega sistema 100, ampak zdaj je več, jaz govorim nazaj.
tukaj, kar sem se pač jaz učil, ne, pred 60 letom. Ja, vse mi res, ne. No, dobro. Ja, pa sem enkrat tudi bil tukaj v cerkvi, vede. 100 elementov, od tega je 40 tvori steklo. 40 elementov tvori stekla. In najbolj je silicij, smo rekli, ne, poje kisik, natrij, kalij, aluminij, kalcij, magnezij in svinec in 40, kjer naštevamo, do nemoglosti, kjer preštevamo, ne. In zdaj pa, ko gremo mi tule uporabnost stekla, pa gremo zdaj, če smo v tistega vulkana prišli, gremo še naprej od vulkana. No, ko je bilo s tem obsidianom? Obsidian je bil najbolj zaželeno, kako bi najbolj cenarna kamnina v zgodovini človeštva. Zakaj? Če govorimo 50 let pred našim štetjem, pa še prej, pa še tam Kitajci, pa pustite, so uporabljali za orožje, ker je trdota, ima izredno veliko obsidian, ne? In so te puščice, pa tu je bil vse obsidian, so puščice naredili, ne? In ta stekel se je razvijal v tu slučajnost in mi pridemo pol hmal, pridemo hmal do tele kamene dobe, pa še prej, pa smo že blizu Rimljanov, še nismo čisto pri Rimljanih. Steklo, kako bi ga uporabljali razen za orožje, ne? Lep je. In to je gorski kristal, tam ga boste pol videli, tam gor je gorski kristal, to je čist kremen, ne? Bom pol malo razložil, vse sem treba vračal. To je čist, ko ni treba nič taliti, pa to je naravna kamnina, ki je čista, nima dobenih železnih prosi, ker vsaka stekl, ko ima več, ko ga 0,2% železnega oksida, ker pa ima pesk, ne, barva v glavnem zelen, moder, pa tako naprej, v glavnem zelen, ne. In pol razbarviti, s tem vas ne bom mate, no. Skratka, tu so bili, in kaj hočem povedati s tislem, da malo preskočil. Tiste najbolj čist stekl in tisk so bile križarske vojne, so kot vojni plen, ker je bila pa tista Perzija, ali pa ne samo Perzija, sploh tiste, kako bi rekel, muslimanska kultura, to je bila izredno razvita, tu je bila par stolet, 800 let, še tu vam te prefoksi bolj povedati. In so kot vojni plen so nosili v Kristusovo deželo, ne? So bili križari. Tu so bili roparski pohodi, zdaj imenujemo kakor čemo, ampak zlatu so nosili pa in to. In motljih je v deširkih je pa motlj, ker so imeli gor embleme pa tiste napise v arabščini, ne? Tisti. Ampak pa so pa ugotovili, da je pa tu celo prednost, ne? Ker ima dober na svetu pač in so kot relikvijo vzeli, je sprejela cerkev kot relikvijo, ne? Ampak zdaj pa pustimo zdaj tu. Mi smo pri stekli, ko pridemo do stekla, prihajamo počas, da vam definiram, ko je steklo, sem nakratko povedal, pridemo do, kako bi rekel, do faraona. Na eni strani Mezopotamija, pa tale Sirija, pa tako naprej, ne. Tu je ta pol mesec zeleni, ne. Tle pa puščava, pa Egipčani. Egipčani imajo Nil, ti ima pa Evfrat pa Tigris, ne. In kle so se kulture sporedno razvijale in ko mi pravimo, se takole s kjer pogovarjam, vojna je nujno zelo bila, ampak zaradi vojne so še danes, zaradi vojne je bil napredek, skokovito je narastel, glede zaradi vojne, ne, so se kulture mešale. Vsak je prinesel nekaj pozitivnega, čeprav vojna ni nobena dobra, vsaka vojna je slaba. No, ampak tu hočem povedati, če gledam, vsi pravimo piramide, let pred našim štetom. Ne smemo pozabiti Sumercev pa tele Mezopotamce, so delali pa 13-stropne bajte iz stopniščem, pa niso poznali faršolonge, tako pravimo mi, pa tu najbolj so poznali, ampak pa niso imeli apna, pa niso imeli tega, pa skratka, kulture so bile sporedne. No in so tekmovali tudi med sabo. Kaj zdaj? Prednost Mezopotamije je bila v tem, ker je imela kurivo, bi rekel, tam je bila Palestina, pa še okoli Ira, pa ne, so imeli pa gorovje, pa so imeli
drevese, dočim pa ti Egipčani pa niso imeli, ne, so imeli sve, datle, pa pa te okrasne rastline, ko pa niso dosegle več kot 780 stopinj, tudi če so pihali noter. Ne? Ampak oni niso šli, da ne bomo tule spustili džuf na stekle. Ne? Prej je bila keramika, ne? Prej je bila keramika. In če gledamo Nefertete, ker je najbolj znana tale faraonova, ne? Je imela noter v grobi in je še danes najbolj datirana, predvsem Izraelci pa tele raziskovalci, ko ima moder obesek, vsi ste že videli, da je v kakšnem muzeju slikal ali pa muzeji po televiziji, ki je imela stekleno pasto, so rekli, ne? Pasto, ker še niso bili tukaj, da bi je zdali tu. No in zdaj smo pri teh kulturah, kako so pa tu razvijali steklarstvo? Steklarstvo so razvijali takole. Peščeno jedro, peska, bledost pa tako naprej, ne? In so naredili modele, pa so segreli, rečemo na 1000 stopinj so že mogli dobiti, ne, z drvom, pa z unom tretjim. In zdaj pa, da še povem, korišča. Zakaj so jih vzemljali korišča? Prav, ja, niso bili vzemljali, sej pogled, vsaka literatura prav, pa tudi kaže, da so bila kupolaste. Ja, ampak kako ti najboljši izolator je zemlja, ne? Če bi vzemljali to, in tu je v Ptujskem muzeju, sem jaz videl, so rekli keramične peči, ne? To so steklarske peči, ne? Ker ni bilo, no pa pustimo zdaj to. In so oni tule, naredili so jih ulivali, ali pa ulekli, polk je že bilo bolj ulekli, ne? In ta prvo imam tamle, tudi v Školaričih so najdeli tole lampo, ko so gor steklari, boas, vse ni važno, če so boas bili, ampak dobro, boas so bili. Ko so ulivali pa pihali iz keramično pipo. Keramična pipa je bila pa velika 30 cm. Če pa računate, da je teklo 1000 stopinj, zdaj ne vem, če mi sledite dobro, če tu 1000 stopinj v tiste peč in masa tam noter, pač so kuhali kakor župca, bom jaz rekel, če pa kjer ga pa zanimali, imam tlele krčeš, ne. Jo niso mogli, mi pravimo omfang, nabrati, da tukaj bi jih pekli preveč. In tu želez so pa že pozneje, so ga že poznali, ne, v prvem stoletju. Na tistih bom pol pokazal, da so pihali, ne, niso pihali, stekli so pihali. Niso sam pihali zaradi toplote, ker če bi toplote, bi od spod pihali, da bi gor, no pa pustimo zdaj. Ja, no in tu ta prvo so ulivali, pa tu pa so pa tiste pesk podrli, ne, mislim, faršolom bi rekel podrli, ne. In pa je tisti sara. In stekl je bil več ureden, kakor pa zlatov. Je celo rekel Cicero, kjer šli za Cicero. To je bil senator rimski, ne. Rimski senator je rekel, slaba hiša, katerega ne krasi steklo. Njegov sodobnik je bil pa Patritius, ko vem, ko tam, vse ni važno, je pa rekel, da imam raj, če steklo saj ne smrdi, ne da duha, in če se ne bi razbil, bi ga imel raj kakor zlato, ne. Tukaj bo cenjen stekli, ne. Vsaka stvar, ko pride nova materija, je pač cenjena, jasno, ne. Ti imaš, jaz pa nimam, ali pa jaz pa imam, ti pa neš, ne. No in zdaj, no ta je potrdil, da je res to, no. Nič hudega. Vse se naredi, se znam jen narediti, ker bo še bolj, imam tudi tam. Ja. No, ni nič narobe, vse pač sodobna tehnologija pač. No, zdaj pa bom pa tako rekel. Zdaj jaz bi rad čim prej prišel do Rimljanov in zdaj rečemo, bomo kar preskočili čisto Rimljanov, prej pa do Rimljanov, sem pa mečken insert za nereč spustil, da ga bom zdaj umestil noter, je pa steklo, prav steklo, kako so počeli, jaz sem rekel, te strela, pa lava, pa to naprej. To pomeni, če je tam soda, ena iz graditeljev v PSO2, ne, v Peske, najbolj odločilen, so šli Feničani gor nad temljem, nad
na Mesopotamijo, ki je gor čist proti Sredozemske more, ne. Tu so bili pa trgovci pa pomorščaki, ne. In ti so enkrat so pelali, jasno, poti so bile najkrajše pa najbolj ekonomske preko morja. In enkrat jih je neure presenetil in so se na eno obalo preselili, da je pa tisti mokre sode, da ne bi šli čez grunt, ne, so pa zaokurili, pa so znosili, do noči so nosili, pa da so zaokurili, da bojo posušili. In potem so rekli, ja, vi otroci so bili, na to hočem povedati, koliko vas ste, vi ste zdaj, koliko, 14 let star? Tu so se že ženili, ne, tu so že imeli otroke, ja, tako je bilo, pač to je bil drugačen cajt, ne. Oni so bili pa pol dežurni, bi rekel, ne, da so morali lahko plamen, da ni pogasnil. In zjutraj so pa bili bleščeče kamnine, odklepne kamnine, pa so pa poklizali vse, zdaj pa je pa tako bilo, ne, ti so pa hoteli držati, kako bi rekel, v tajnosti, ne, seveda, to je nekaj tazga, zdaj pa če bečkaj še zaidem, vi niste brali, jaz sem pa veliko bral Karla Maja, pa tako naprej, pa take neumnosti, ne, ti so kšeftali, samo da se svetli, ne, to je bil izreden, ni važno, kar zlato je bil, ja, glavno, ampak to je steklo, pa nekaj noga spet bilo, ne. No in potem iz tega stekla smo zdaj tam, ko so potem začeli delati steklo, ne, Mesopotamijo pa tako naprej. No, in zdaj pa gremo do 1. stoletja pred našim štetjem, ki je bil že steklarstvo spolno. Se je pač razvijal. So pa že steklarske peči take delali, so že ognjestalne materiale poštudirali pa tako naprej. Mi so čas mislimo, pa to ne mogoče 2000 let, pa ko je 2000 let? Če se okoli obrneš, pa so 80 let star, kakor jaz sem 80 let star, pa smo včeraj tukaj star, ko vi. To tako hitro gre to, v zgodovini gre pa sploh hitreje. No, in se je pojavila v Sidon je pa klele v tistem polmeseci tam gor Sirija, ne pa tam gor v tistem polmeseci. Eni pa pravi, da Feničani, ker steklarstvo je že bil v povoji, bi rekel, ampak so že kšeftali, pa domač so že trgovali, ne. No, in so pipo poštudirali, razen keramične, ki so že probali pihati pa tako naprej. In tedy je bila pa ekspanzija steklarstva, ki je trajala v velikem zamahi, ko so Rimljani to prevzeli, ker to je bilo v glavnem pod rimskem vse, ne. Razen določene, ampak rimski je bil najbolj razvit imperij tam v Sredozemlju pa tako naprej. No, in so steklarno so začeli delati, so začeli pihati steklo in škoda, ker nisem s sabo vzel pipo, pa sem jo mislil vzeti s sabo. Se bom tukaj pol demonstriral steklo iz domnevno pipo, ko pa ni pipa. No, ampak rečemo, da bi bila pipa, pa ni pipa, ne. No, dobre. Tudi tole fotografije bomo tudi do fotografij prišli. Kaj če? Če je kakšna pipa na fotografiji, Ne, jo bom kar opisal, vizualno jo bom fajn opisal. Pipa je 1,5 metra približno, ena štanga železna, bom kar tako rekel, vse veste, kaj je štanga, da je, pa cev železna. Pa ima pa gor lesin zaradi segrevanja, ne, da se drži, je tako, kako bi rekel, oblečena in to je to, ne. Ker je pa bila, če smo glih pri pip, ki se me zdi glih zvali s pipo, pipa je bila pa spet slaba stvar tega, ker je pa železna in je železov oksid je pa strup za steklo, ne. Se pa pri veliki temperaturi se pa luši, tisto malo, ne, se luši in to, potem zdaj v novejši dob so pa potem poštudirali jekl, pa prokrom, pa tako, ampak tudi že potem. No, zdaj, če smo pri pip. Iz pipo so začeli delati steklovino in žarna grobišča, pa tele grobišča, ki so nastala, je bilo največ tele premožnejši sloj za posmrtno življenje so jim dali prej v keramične, tele hrano pa tako naprej, ne. Pa tudi pa pivo, rečemo, so jih določene so zažigali.
In zdaj so dali pa stekline, pa dišavnice, pa tako naprej, ne. Imamo vse, bom povedal, da nam skakali, ampak ja, vsi to lahko gledali, ker boste hoteli. No, in zdaj smo mi 500 let so imeli, kako bi rekel, glavno so bili za stekli, ne. Čeprav jaz imam zmeraj dvom. Še nekaj, vse, kar šlište, morate dvomiti. Tu je bistvo tega napredka, vsega človeštva. Tisto vam jaz rekel, dobro prav, nikoli nisi šli še pa če ta naklada, mislim, lahko tudi nakladam, ne, ampak ne bom nakladal. No, ampak tako hočem povedati, svoje buče moraš misliti, ne, moraš. No in zdaj, ko smo pri tem, za ogrobe smo imeli, pa so pa imeli razne tehnike, uvijanje, to je popolnoma imitacija ali pa kako bi rekel, postopek sličen keramik. Sorazmeren, da je kontra, ne, keramika je trda, pač ko je pečena, ta je pa glih obratna, ne, ta je mehka, skratka kontra, no. No, in zdaj gremo tule, ko so opihali in v 500 letih smo pa tam do tistega vašega Cicera pa tako naprej odstekli, ne. Tukaj, ko je stekla, je imela rimska država, ali pa imperij rimski, nikoli ni doben njemu. In so res spravili čudovite stvari skupaj, tudi tam nam nekaj pokazal, ko malo smrdi po tistih, ampak dobro je, rečemo, da je. No, in zdaj, ko smo mi prišli 500 let, v 500 letih, ki je bilo konec zahodne civilizacije, rimske, mi govorimo o rimski, je pol bilo zatišje vse me lahko popravite tudi, do 13. stoletja, predvsem 13. stoletja, je pa spet Italija, dobena kultura se ne more uničiti. Ona lahko zaspi, kakor pepelka, in pol enkrat pa spet, kakor Feniks pepela, ostane in je še močnejša, ne, in tu se je tudi naredil. In pol je bilo tu v Italiji, Murano, otok Murano, ta prvi so bili tele v Murani, je bila v Benetkih, ne. Ampak Benetke je pa na tistih koliščih, pa tisti v veliko lesa, pa tako naprej, ne, in so se bali, da bi tu bil požar, pa ni bilo tu. Oni so se bali, ker so hoteli imeti patriarha, hoteli so imeti roko nad obrtjo, ne, nad umetnost, ker tu ni bila obrt, tu je bila umetnost, ne. In tu, da še tu povem, smo glih pri Benetkih, so jih tudi tukaj protežirali, kako bi rekel, tukaj cenili, da so se lahko celo ženili iz plemskega rodu, čeprav niso bili plemiči, ne, in so pa otroci titule naprej nosili, ne, tako so bili gor vzeti, boljših ni bilo. In hočem povedati, steklarji med sabo so v vekomaj, pa še v dončnem cajti, so skus tekmovali. In kaj je tekmovanje? Tekmovanje, še danes gledaš, v olimpijski igri, rečemo, v športi, jaz sem strašen športnik bil, z vsem sem se ukvarjal. Da nekaj naredim, kar ti ne moreš narediti. Če tega ni, pa ni napredka, ne. Če smo vsi takole, ja, tudi, in tisti, ki vas bo v šoli naučili, to je krasna odskočna deska, da greš naprej, ne. Ker bom povedal za en primer, bom morbita pa še tale kontekst, sam bom rekel. Einstein, relativna strategija, ne, ki je bil tak je rekel, meni knjiga ne pomeni veliko. Ne, Trošica me bo zdaj grdo gledala, ampak tako je bilo. Ampak za mene so odločilne izkušnje. Ampak do izkušnje pa ne priješ brez knjig, ne? Težko priješ do enega stekne. No in pa še tu moram narediti, pa fertik. Ki so prijem tele študenti pisali kolokvij, ne? Pa je rekel, čez en teden bomo pa ponovili. In reč, čez teden dobijo pole, pa je pa ta najboljš, tisti odličnak, se imate sigurno kakšne odličnake tudi noter, jaz nisem tam bil not, ne. Je rekel, ja, gospod profesor, ampak to je pa popolnoma ista snov, kakor ste nam je že predavali. To je res. Relativno hoče imeti pa drugačne rezultate, kakor ste v prvem. Kaj to pomeni? Nič ni zakon, če takole ni, levo pa ni tule. Tu je Češko, ja, bil pa prav, da Češko, bil pa prav, da niti Zagorska, če gremo tako naprej, pa tako naprej, ne. No, ampak da ne bom zdaj s poti pa šel.
Jaz sem da prvo hotel mečkant pravljice povedati, ampak vidim, da ste tukaj razmišljajoč, pa tukaj napiflan, da moram kar resno tole vzeti, ne? Ja. No, in zdaj smo rekli v Morano. No, oni so imeli, preden so šli na Morano, so imeli v Veneciji, ne? In tam je bilo 10 dožev. 10 dožev, to je bila najbolj močna republika, kako bi rekel, imperij, ali kako ga pač imenuješ, ne? Oni so bili, tudi materialno so bili izredni, ker so imeli morje, pred nosom pa vse so imeli, ne? In so celo tako dali dekret, da steklari se morajo preseliti, ker je nevarnost požarov. Ne? Požarov. In so se preselili na otok Morano. To je Morano pa Borano. Bom pa še eno fajno istočnico dal, če ste napisali. Eno fajno knjigo je napisala ena angleška pisateljica od Morano pa v Borano. No, ampak tam so pa imeli, kar češ. So živeli kakor v zlati kletki, ampak z Morano niso smeli jeti. Tu so imeli skoraj suži, ne? Tam so se družili, tam so razvijali, tako, zakaj? Denar bil, če jaz naredim te očale, sam jaz v tem stili, ja, jaz ne bom pustil, da jih boš ti delal, ker boš steak delal, ne? To je isto, no in da hočem povedati. In kljub temu je tam pa tam, kjer šel pod smrtno kazijo. Celo likvidirali so družino. Pa še tukaj strog pravilnik so imeli strog pravilnik, da če bi slučajno ti izdal kirm, tu sem že rekel, je smrtna kazen, ne, pa tu, ampak, kako bi rekel, je pa bilo nekaj, kar je bilo pa zastrašujoče revolucionarno. Razvijali so, kar so hvatili. To pomeni, dosti gnara so imeli, poznali so tehnologijo in zato je bilo tako velik, gledajte, samo malo, zato je bil tako velik napredek v Morano, da pokažem Morano. No, tam neke moranske, bom pol razložil, bomo šli. No, in ko so tele imeli, pa so šli celo 15. to pomeni 13. stoletji, so imeli tehniko, je pa celo Cerano, ko so pa šli celo v Ljubljano. In tam je v 15. stoletju tudi ta prva steklarna je bila tam na Špic, gor, da se vem, kaj tudi, ko sem tam na službo hodil. Ne? In so bili Italijani in tako je bilo pa že vedno narobe. Pa so pa Čehi zraven prišli, pa tele, pa Anglieži, pa Amerikanci, pa vse sorte, ne. In še takole povem, stekl, nisem stekl, da vidiš tule pa stekl, rečemo tule, oksidno stekl. Stekl je nešteto komponent različnih barv, oblik. In če hočeš ti, rečemo, če smo glih pri tem, če hočeš ti steklo, jaz govorim za Morano, za kojemu, če hočeš ti razviti nekaj, da ne bo sam bel, daš barve, oksidne barve, ko jih so jih že znali taliti, pa tako naprej, in so jih, rečemo, uvijali, kako sem jaz gledal malo vel, ne, pa tako naprej, da jim ti lepo spremeniš za okus tudi, ne, pa tako. Zdaj, še nekaj. Tole, kar smo zdaj mi prišli do pipe, pa do Morana, tu je izrecno sam uporabno steklo, kako bi rekel, steklo, ki je mišljen za gospodinstvo, za živeti, za kulturo preživeti ali pa kako češ. No, spektr steklov, različnih steklov, rečemo, če gremo, ko bomo šli na laboratorijsk, tu je tukaj različen in tu mora tukaj raztežnost koeficienti, skratka, tu je tehničen, kako nucam še par ur, da razložim. No, ampak zdaj smo v to Morano. Kako so šli, so pa Čehi se pojavili in v 16. stoletji je pa poštudiral Prišverer, se reče, ampak tu je obtežilnik za pisme, ne, ker zdaj, da računalnik ga ne nucaš, ne, tega ne bo odpihljati pismo, pa tole pa, ne. In tu so tudi cajt imeli, pa niso dolgo imeli tole
monopol na tem, ne. So pol začeli Mille Flori, pred tele Murano, pa tule, rečemo tule, pol tudi Pohorsk, ne, pa je tam lepo Zagorsk, pa tako. Skratka, tu je, ko hočem povedati, v tem noter je vse kar steklarstvo, čarobna kugla, bi se rekel. Glede, koliko različnih steklov, na sej jih malo okoli talate, malo pogledajte. Je različnih steklov, ampak morajo imeti ista cezijski koeficient drugače poš, ne. Mora biti, da se med sabo imamo boljše tudi, ne, ampak to je ena taka, tudi če boste razbili, ne bo taka, ne vem kak, ampak je stara par 100 let, 200 let sigurno. No, in zdaj je, ko je pa tu bil stekl, pa ne smemo zanemariti, se bomo ustavili malo pri Morancih, da bomo malo na Pohorce šli, ne, pa na Pohorce, ne. Čeprav mečken bom še potegnil tele Morance. Ko so imeli tule, rečemo, Angleži so bili inovatorji za kristalno steklo, svinčev oksid, ne, ko je izreden mehk za brušenje, ne, in če vidite kristalni kelih ali pa kristalni kozarc, pravi kristal zaradi tega, kristalni, se pač imenuje tako, ima svinčev oksid. V tistem stekli komponent, bom takole povedal, sem pozabil povedati, pa bom zdaj povedal. Za sestavina stekla, nucaš kakor je dobri juh, 60% SiO2, 20% alkalih stvari ali pa rečemo teh drugih elementov, soda pa tako naprej. Pa imaš pa tele barvane odtenke, da priješ pa do barvanih in moraš pa to prvo razbarvati, tudi pa z manganom, pa tako naprej, ampak to je že tehnika. Moraš pa tudi, da potem spet barvaš. In tele Moranci bi pričakoval, da so bili oni tata mata, po domače rečeno, v barvanem stekli. Ja, barvnem steklu je znal vsak delati zaradi samega razloga, ker ga niso znali razbarvati. Tele alkalije pa te sestavine, ki so bile v stekli noter, ne, so pač obarvali stekle, ene tako, ene drug, ne, in te so pa prav specifično naredili. To je zelen stekel, to je tak. No, tako da so tole držali. Angleži so šli pa na kristal steklo, no, in so tole, to je bil kšef, še je bil kšef, ne. In istočasno, to pomeni, da moraš doben napredek, ne moreš tukaj skriti, da ne bi mogel kjer posegati v tvojo materijo, ne. In tu so pa bili Čehi, Angleži, tudi polkornik, Amerikanci in tako naprej. In tele so začeli čist nekaj svojega, kaj, mi ne bomo zdaj ponavljali tiste, no, da so se ustavili še enkrat pri tistem, oni so razbarvali, Moranci so razbarvali steklo v nulo. In tist kristalino so rekli, predvsem, ker je bil vse debil, vse masivn, tista gospoda hotela imeti pa ting, tist zvok, pač, in so tudi naredili čist prozorni steklo, ne. A čeprav je Murano pol bil tukaj, je še zdaj, ne, da je Picasso, ne, največji umetnik, pa en največjih umetnikov, so delali vazo 8 ur za njega, pa ne vprašajte, koliko je stala. Milijone. Zato je samo Murano spravil skupaj, ne. Pa je bila tam portlandska vaza, ki jo niso nikoli naredili, ko gospod Herod Maurer naredi, samo pošlje me v glažuta, ne, ampak dobro je, sej. To je tako pač, če si preveč v sebe zaljubljen, ni dobro, ne. In če ne pstiš, in zato hočem reči, te kulture, ki so se mešale, pa se še danes mešajo, ne se jih bati. To vsaka nekaj dobrega prinese, ne. Vsaka nekaj dobrega prinese. Sej, tako v dončnem cajtite. No in zdaj pustimo zdaj tele, ko se tu je v svetovnem merili, ko so tele dosegli, pa tako naprej. Zdaj bi pa rad podaril še malo steklarna v Avstro-Ogrske, to pomeni na naših tleh, ne, Marija Terezija pa še kaj naprej. Nisem krompir naredil, ampak je tudi iznajdla iz Amerike, ampak je tudi v stekli bila doma. No, steklarne so se ustanavljale, v glavnem, gremo na slovenske steklarne, zdaj pravimo slovenske, no, čeprav rečemo Avstro-Ogrske. Tam, ki je bilo veliko lesa, zakaj je veliko lesa? Veliko lesa, ki je bil kurilni element, ne. Te še ni bilo kulma za ukord. Bil je že, ampak ne v tej smeri. No in, ko so začeli tole študirati, so bili tele veleposestniki, grofi pa tu, so imeli ogromno pragozdov. Rečemo, da če samo en primer povem,
pohorje, ne, če kjer smuča, rogla pa tako naprej, pa tu. Tu je bilo vse listna drevesje, ne. Ampak ti so jih pa posekali, predvsem so pa dali tile, Marija Terezija dala štempelj. Tam, ko so bile grape, zato so steklarne bile zmeraj tam, ko so bile grape, pa potoki zaradi pogonskega, ker ni bilo bencina, ne, tako naprej, zaradi pogona, pa tako naprej. In ti ampak enkrat so mogli pa tisti tudi skoristiti, ne, eksploatirati. In ker veliko lesa je šlo pa za izdelovanje pepelike. Zakaj pepelika? Pepelika je sestavni del, ona ni tvorc stekla, sotvorc, bi rekel, ali pa kako bi rekel, zniža temperaturo, to je pa zelo važno. Ker čist kremen je 1770 stopinj, ne vem, kako so ga med zapotanci dobili, mi še zdaj ni jasno, in znižajo, ne. Znižajo. No in potem so bile pohorci in da smo se šli gor delč v hribe, tam, ki je bilo, ampak ko je bil problem? Ti stekli dol spraviti? Pa ne sem stekli. Kako bomo zdaj tisti, par mesecev so stekli so kvarem, par mesecev so pa zlesali, ne. In bom še zdaj zgodbo povedal, ko moram odpasati, da ne bo tako suhoparno. So imeli na pohori, so imeli na višini 1100 metrov, kaj tazga, 1200, so imeli steklarno, ni važno kako, jih je bilo kar nekaj, 14 steklarn je bilo. In od zunaj, tam so imeli zmeri puško obešeno. Zakaj puško? Zato, ko so jih medvedi obiskali po zim, ki jim je bilo toplo, ne? In so jih kar parkrat soočili, parkrat tako, da je bilo kar problematično, ne? Ne, tudi opisuje tam, se bom pa, če v kjer zanimam, povedal, kjer literaturo pogledajte, pa tako naprej. No, in zdaj pohorski stekli, zdaj pa, mi se bomo pa selili, ker imamo transport, pa so študirali. Transport stekla se ga veliko razbije, cest ni bilo, so bili kolovozi, so bolje vlekli, pa so pa naredili vodne drče. Ste že slišali za to, za vodne drče? Kako so les spravljali včasih? Niste še slišali, ne? Oni so naredili vodne drče, tam, ki je bil strm, so drče šle. Les so dol, pa kako ga boš pospravil zdaj, a ga boš z vuzom vlekel? Ne, so bili pa bolj prefrigani, na pol potiraš, na pol so naredili pa take kanale, bom rekel, ne kanale, lesine drče, no. In so vodo dali, da ni bilo trenja, in so spravili tisti les do steklarn, zato so se dol selili, da ne bi razbili steklo, je to bilo bolj ekonomično, ne? Tako da je ekonomija zbiri špila odločila. No, in tule so okoli par let, je bilo 14 steklarn, pa ena med drugo so se tekmovale in zato pa me kar malo pogreje, če začne, kjer pa reče, tu je pa 15-16, tu je pa 16-16. Dobre je, lahko je pa tudi 18. Ne? Jaz sem celo z enim direktorom muzeja, nam rekel, kjer smo celo rekli ob 3 popoldne, ne, pa me malo čudno gledajo, ja, tako jaz tebe gledam. No, ampak tu hočem povedati zdaj, oni so pol dol delali in zakaj drče tiste, ne? To je pa tisti, ki je bil pa tisti izsekan, to pomeni, smo daljši, material smo imeli in zdaj je pa nastal, zdaj iz tega pridem pa jaz bi rad prišel do tele steklarne, zagorske steklarne. Počas gremo, ne, vse gremo. No, in tiste steklarne so se pa pol selili tam, ki je bilo še dosti lesa, pa zdaj pa če gledaš tole, že zdaj imamo 60%, ali koliko imamo drevesov v Sloveniji, ne? To smo pred za Fincem, meni, da je to drug na svet. No, ampak kako hočem povedati, steklarna, ja, vsak si je pa v teh mogocu si je pa steklarno postavil za enega samega razloga, ne da brat temu stekli pa nekaj tu. Kam bo tisti odpadni les spravil? Dobro, nekaj je fajn, da ostane v hust, pa da se kot humus pa tako naprej, ne. Ampak dobro je, pa so pa steklarne naredili in so živele steklarne 20 let, 50 let in 60 let. In da bom kar malo pohorce preskočil, da bi rad prišel malo še za zasavske steklarne. Pohorske je bilo zelo razvito steklarstvo. Moram reči, to je bilo, so nam v Minhni, v Parizi, v Londoni so razstavljali, to pomeni, da niso bili mači, so bili kar dol. Je bil en Vivat,
majster steklarstva, ki imamo 3 steklarne, pa tako naprej. No in pridemo mi počasi v Zasavje. Pa kako smo prišli do zagorske steklarne? Idrijska, tale rudarska, ki je živo z srebrom se ukvarjala, je porabila, zdaj, kjer lovitelji živali se samo malo zgradil, na leto 47 tavn ovčjih kož, ne celih, ne. Pa jaz mislim, da na ovce 3, da so živo srebro spravili, ne, ker je bilo fajn za prilagodil za transport in tako naprej. Niso mogli drugega, ne. Ampak pa so se pa zmislili za precipitat in sublimat. To sta 2 spojina, ki se v lekarništvu pa zdravstvu rabijo in mora biti, kako bi rekel, čiste, ne, sterilne. In pa so pa rekli, da tam se naduha pa tako naprej. In so pa študirali za, kako bi naredili, to je ta steklenica. Kako bi naredili steklenico, da bi v steklenico dali, prvič ne bi bilo duha, ne bi imeli, sam transport je bolj problem. Zdaj pa srebrluče, živ srebrluče pa gledaš specifično težo, pa tu, če ga ti daš v navadno steklenico, bo počela. Zakaj? Zato, ker cel pritisk dol pritisne in ta je tista steklenica, ki tam je tako narejena, da je spod ojačena, pa tako naprej. No, tudi prvo so odkrili dol, na Notranjskem so imeli glažuto, so provali, pa glažuto. No, pa so pa tako rekli, mi jo bomo sami postavili, ker imamo dosti odpadnega stekla, ker so mogli žareti tisto steklenico, zaradi srba, da so čisto sterilni dobili, ne. In imamo odpadnega stekla dosti, hosta imamo, ampak hoste niso imeli toliko spet, ne. Zato oni so rabili tudi za živem srebje, pa rabili so še v druge industrije, ki so bile od energenta odvisne, ne. In rekla Marizija, Terezija, ne boste več sekali. Lahko dobite drugo parcelo, vam odobrimo steklarno, da boste delali tu, ker med tem cajtom so jim pa Čehi pošiljali, ne. So jim pa Čehi pošiljali, Čehi so imeli pa izredno razvito steklarstvo, so jim pa pošiljali tele steklovino. In enega obdobja, malo dlje stan je bilo, je bil problem na Češkem z eksploatacijo stekla, ne, tako naprej, ali pa so hoteli ceno povečati, ne veš, ne. In se rekli, da moramo svoje imeti fertik. Pa so pa tule Marija Terezija predlagali, ne, rekla ne. No, dobro, pa gremo, ko ćemo narediti, poti nimamo, kaj bomo pa narediti zdaj? Gremo po Sav, gremo do Vrhunke, gremo do Ljubljane, pridemo do Litije. Evo, do Litija pa hoste, kako češ. Še jaz imam vikend, gor, sami host. Kanderše pa tudi, mislim, Povšen pa tako naprej. S kamer pogledaš, je samo hosta, no. Je rekla, ne, kle pa ne bote gole seke delali, pa sem pa kje. Se rekli, ja, pa gremo, tretja varianta je pa Zagorje. Zakaj pa Zagorje? Ja, premog imajo tam, pa probimo na premog tu, ker hočem povedati, 19. Ilirske province, ne me popravijo, 1909, ne, ali 1809, 100 let, gor pa dol, ne pravijo. So bile Ilirske province bile, ki so pa že okurile stekli s premogom. S premogom. In če boste pa s premogom okurili, pa ja, ne? Pa ja. No in tako je bilo. So tele tudi rekli, da bomo steklarno postavili in se je postavili. In so eksploatirali in so začeli steklo taliti. Ampak sam par dni. Par dni so talili, zato ker so tisto peč, ki so naredili, je niso na sonce posušili, se mogla pol let sušiti, pa električnega ni bilo, da bi jo sušili, ne. In mi je počela, ampak pa so šli, kljub temu so pa šli nazaj na drve, ne. Drve je bilo dosti, no. No pa je bil pa premog in tu je bilo 1803,
se je postavila, 1804 je delala in je delala, kako bi rekel, izmenično. En cajt je delala, en cajt ni delala. Ker je bil pa spet transport pa ni tako enfok. Hle je bil pa gor kako boš do vedrja spravil steklovino, ne? Flaše. Pusav, ja, vleč pusav. Pa imaš tam brzice, pa se srde. No pa se pa tako, da tehnično povem. Tu so rekli džombas ali ko so tak čovnik niso imeli potopljenega, ne, da bi se tukaj potopili globok, da se jih lahko transportira, pa se jih do Zaloga, v Zalogo pa do Vrhnjega, z Vrhnjega pa pol naprej gor. Tako da tu je šlo, no. Je šlo. No in 60 let potisnem, rečemo med tem cajtom je glažuta mečken se spremenila v cinkarno, pa spet nazaj, pa tako naprej. No, in potem se je zaprli celo. Potem je bilo pa 1860 se je pa pojavila steklarna Dončna Hrastnik, ki je pa 30 let pred Zagorsko, ali še več, je bila pred Libojem tudi, Liboje se bilo tudi prej, je delala pod Lisco tam, pa Miši dol, pa Jurk Lušter, so se selili malo tam, ki je bilo tudi par kilometrov. No, in so delali tudi steklarno in pa so bili pa ti, ne da bi bili konkurenčne, oni so delali pač, tu moram povedati, steklo se je kupovalo tam, kjer je cnej. Ampak ne samo, da je cnej, pa je že bila kupna moč tako močna, da so kupovali tiste, danes imenujemo srednji razred, že zahtevno steklo. Ne samo, če ima noter mehurčke, on trijet, pa je dobro. Ja, ni dobro, če za izgnar dobim jaz cnej. In to pomeni tudi spodbojilna tehnologija, da se je razvijala še. Hrastniška steklarna je prišla pa že kar kompletna, 1860, je prišla kompletna iz Jurkloštra, že steklari. In če bo pa zdaj rekel, zdaj se pa primite malo za ušije se. V tej steklarni je bilo iz 80 držav steklarjev. 80. Ne, 40. Zdaj pa že pretiravam. 40, pardon. Jaz se vsi rad malo pretiravam, ne, pa ne bom, pa nisem namerno. 40 držav, pa jih lahko preberem, kar jih boste vi prebrali, da ne bomo preskakali. No, in tile so vsak je svojo kulturo prinesel. In tu je bilo tako. Je bil pa Abel, tu je bil, Abel je bil ta glavni lastnik, ne, on je bil sicer, ti so bili predniki, tu so bili gospoda. So imeli mline pa hotele v Trsti, pa v Londoni, pa se vse surte, ne, in više gnare so pa dali v glažarije tam. Tam, kje je gnara, tako kot danes je isto. No, in to hočem povedati. In so začeli delati in pol katerele katalogi, pohorske, ki smo prej omenili, katalogi, to so bile risbe, ne, jaz jih imam tamle, jih boste lahko pogledali. Risbe, pa pol že tudi katalogi, pa so padali, jasno, vsej, ko hočem povedati, če tamle pogledaš, če je on živo klele 80 let, pa ni 80 let živo, ne, ja, pa se on ni šel novo tehnologijo iskati, se ni imel avto, da so vsi pa šel, to je mogel par mesecev skočijo ga fiksati, ne. Skratka, so padali se en z drugim, tudi tele oblike pa tole, in so imeli celo en katalog, da vam tudi pokazal, kakoli niso. No, tole imamo v teh steklarn, da še videl, da je res tole od spod, ne pogleda kar steklarni. No, in zdaj smo rekli, so tele delali izreden lep stekl, dober stekl, in v teh 80, 40, ne vem, za kom je 80 prišli, zato sem jaz 80 let star, jih je prišli, so bili že komplet steklari, to pomeni, oni so prišli steklari in so tele, in tukaj močni so bili, da so v tistem cajti pred prvo svetovno vojno, pa do druge svetovne vojne, so vse steklarne vzele pod okrilje iz Zagorska ured. Tukaj so bili močni, ne? Razen Zaječar je pol potem prišel. In ko hočem povedati zdaj to? Oni so hoteli imeti, monopol so hoteli imeti, jasno, sej, monopol, ne, če imamo mi na vrsti. In tisti katalog Zagorsk sovpada popolnoma isto iz pohorskim katalogom, s hrastniškim katalogom, z vsem, tu pomeni, sovpada in nota, ne. In tu povem zdaj,
ko me zmeri takole počgejo, ja ti, Hrastnič, pa lahko govoriš, prva steklarna je bila v Zagori, 1804, ona je bila v Jurkošti, drugo steklarno, ki so naredili prestižno, so jo naredili istočasno, 60 leta, pa kemična tovarna, ne? Pa tudi drugače postavili v Hrastniku. In to je to, mislim, se nimaš kaj veliko fantazirati. Ampak to hočem povedati, tu je bila za moje pojme, pa delče desnice tole ne bo, najboljša steklarna na svet, pa ena najboljših steklarn na svet, če iz celega sveta. Računajte, da so češko steklarno med tem cajtom 1878 so jo zaprli v Karolin, pa ne bom trdil, je prišel komplet za peč 30 steklarjev, to pomeni 30 steklarjev v Hrastniško luknjo. Ja, to pomeni, da je mogla biti dobra steklarna, če so jih vzeli. In v Hrastniško steklarno je prišel sam komplet steklar, nisi mogel ti priti. In tu je še nekaj, tu se prenaša z roda na rod. Oče je tehnologijo sini prinesel, pa tako naprej. Ampak do določene meje, skozi pa tudi ne moreš trajati, ne? Ja, ko bo moj sin bo steklar, če ima buča, ne pripravljam, pa matematika mu gre. Pa je matematiko doštudiral, ne? Je pa normalno, sej, pač je šel z foha ven, ne? Pač Šebrski je tudi, ne? A tu hočem povedati, oni so vzeli pretendant in 1913 leta so vzeli celo Zagorsko steklarno, ki je životarila nekaj, ne? So vzeli pod okrilje in je delovala, ni jo kupila, pod okrilje je vzela in je do 28 leta, ki so jo zaprli, je skozi bila pod okriljem Abla pa Hrastniške steklarne, ampak se to ni nič hudega. Tisti zagorski glažarji, ko so delali po katalogu tiste komade, so istočasno lahko delali v Hrastniku ali pa obratno. Tukaj so bili sfrizirani. Zakaj to govorim? Da bom spet rekel, tukaj ste bili eden najboljših na svet, zagorski so bili pa pol najboljši, so pa zdaj najboljši na svet, ker potomci Zagorjani so pa Sveti križi 28 leta so jo zaprli in so šli tjera boljši steklari, Jugovari, dva brata, Weinbergeri, Kubiški, Paki, Čoki, tako so šli in oni so bili nosilci steklarne v Rogaški Slatini. Pa zakaj vem? Zato sem 1957 leta jaz delal steklarsko šolo v Rogaški Slatini in oni so bili pred penzionom, pa sitari in sem jaz celo delal pred enih sitari. Jaz sem tukaj star. Tukaj nisem star, ki je mislil moj vnuk, sem pa star. En vnuk je rekel, ja dedi, ko sem pravljice rad pravil, ja pa si ti srečal, da je kakšnega dinozaura, ki je bil mehni. Sem rekel, to je 65 milijonov, veš kaj, tukaj star pa spet nismo, ne? No, to je tako. Ko hočem povedati? Zdaj tole poslušate, pa rečete, ja steklar sem kaj. Jaz sem vam dober nasvet, da med tem, ker že počas, ne bi se iztekli počas, da če kjer gre kemija, kjer gre tehnika, ne se opiše, pa ni to reklama za steklarsko šolo Rogaško, ko sem jaz delal, bom sam to povedal. Tukaj dobra šola, ki tist, je ni bilo, pa ne vem, pa težko jo boš najdel. V našem razredu je bilo od 28 učencev, jih je 20 študirali naprej. To pomeni, da je bila dobra šola, ne? Ja, neki takih bolj poprečnih, bi rekel, smo pa bolj bili zaljubljeni, glažali smo pa ostali v tem hoki. No, ampak res, tudi se malo pozanimite, tudi steklarno, ali pa kaj, bo rabila steklarno, bo rabila Hrastnik, bo rabila sicer tehnično, bolj strojnike, pa tako naprej, Rogaška je pa Irska, pa vse ne važno, kjera, so pa v tem steklu noter, ne. No, in zdaj, če smo prišli zdaj do Hrastniške, pa do Zagorske. Tu je večna dilema, ampak ne bi smela biti dilema. Že v Hrastnik rečemo, če mi eden reče, da skoc pa ti, jaz sem pa z Rudarskega Hrastnika, jaz sem z Glažarskega Hrastnika, jaz sem šel v Frankfurt, za Glažutejo vsi vedeli, za Rudnik vprašanje, če kjer vedel, pa ne bi zdaj rad podcenoval. Ja, pač ko je, pa cel svet pozna, zakaj bi mogel biti jaz? Živost mi smo živeli v drugačnem sveti, Bog pomagi, kulture smo imeli
do tistega do šole smo sicer imeli vsi enako odnos, ampak mogli smo pa, tu je bil zakon, pri nas je bil zakon drugače dojeman, kot rečemo v kemični. Tu je vsaka branža, isto kot v Žirov. Če priješ ti v Žirov, ja, vse imajo tam, ko vem, za potoko je ona lepa planina, pa tu je kaj, čelari so, svetovni čelari so bili. Laufarji na svet imajo v glavnem vsi žirovske še zdaj čevlje, ne. Tako da tradicije se ne da nič, ampak tu hočem povedati, steklarsko, tudi so zmeraj bili steklari, ni pa rečen, da pa kak napade tudi padalec, pa mi v vojski smo rekli padalec, da pade pa noter, pa ga ne smeš nič podcenjevati. In tako srečo sem si imel, da sem na letu, ko ni imel veze, ko je to steklarstvo in je pol rato svetovno znan, na inštitutu Jožef Stefan, sem bil tam, je bil pionir laboratorijskega stekla Joninšek Lado, je že žal pokojni, ne. In skozi njegove roke smo šli kar nekaj odličnih steklarjev, so pol v Nemčiji, v Franciji, kaj češ, po svetu so bili vodilni, še moja dva brata, to pomeni 3 smo šli skozi njegove roke. Skratka, imaš eno prednost, isto kot fuzbalec kot otrok, ni treba, da bo fuzbalec kot otrok, lahko je pa odličen košarkaš. Tukaj ne moreš, to je pač, če bi bilo tako, da smo tako usmerjeni, pa bi bili še zmeri, ko meni dob bi s hrambo pa z lopato, ne tam ga fiksa. No tule, zdaj tule sem jaz nekaj vam povedal, lahko vam povem more, ampak se ne boste nič zapomnili, ker jaz vem, sem je tudi enkrat 14 let star, ne. Fajn je lušnje, klele, a je tako? No vidiš, lega, ti je dober politik. Ne, dobre, ko sem to narediti? Jaz sem vam tole mečke dal steklo, ko je steklo. Steklo, bom še enkrat podaril, steklo je najlepša materija, kar si je človek zmislil. Kar si je v celi zgodovini, kar si je zmislil. Če ne bi bilo steklo, ne bi imeli šipe, ne bi imeli kozarce, ne bi imeli rešpetline, kako se reče, daljnoglede, ne bi imeli tiste, no, kako se reče, ja, vse stekli, pa ne sem tu, spektar je tu, pa teleskope, pa teleskope, bom zdaj povedal, zdaj ko imam šklih tukaj cajta, bom povedal o teleskop, to je pa najbolj zahtevna stvar, kar so steklarji naredili, za moje pojme. Amerikanci, kot Amerikanci, gnarajo dosti, znanja dosti, so rekli, največji teleskop, da bomo zvezde, pa da bomo malo bližje prišli gore, da bomo gledali. In so naredili v Nevad največji teleskop na svet, to pomeni največji teleskop na svet, zdaj, da me ne boste, da nekakam tisti vaši interneti me vneč dali, to je bilo 75 leta. To pomeni, med tem cajtem Bog ve, kakšnega so naredili že. In ta teleskop, 5 metrov prej je bil teleskop, ko je bil takle, ne? Potakle, tale, levur tale, pa ne, in se naredili, in pa ločili tudi tam postavljali, pa to. To več boje. In dobiti čisto steklovino, da ni deformacij, to pomeni, če je on mečken mehurček, če je mehurček ali mikron, je tam meter, ne? Zdaj pa da me je tista vesoljska ladja, rečemo zdaj v Donci, da bo pristala tam na svetli stran, bo kogar na tem, na Lund, kogar Kitajci, tu jaz parafiram tako kot laik, ne, ampak dobro, je tu resnica, ne. No, tu hoč boje. In oni so talili v peč, so posebno peč naredili, še ognestalni material, ker ga ne moramo obdelati v tem, da je mora biti zaradi tega, da nima razteznosti koeficienta, da zdrži toplote, da šoke zdrži untrijet. In med tem se je najbolj izkazal tudi šamot v tistem cajti, pa dinas, pa korhat, rečemo, v doničnem cajti pa že bolj cirkonoksid pa tu, ne. In cirkonoksid, bom takole rekel, so Amerikanci, da rečem teleskop, so naredili različni koeficient raztezanja, so naredili za plavže v Amerikanci takole ampolo iz kvarca, čist silici, ima 2000 pa še nekaj stopinj tališče, cirkonoksid ima pa veliko višji, ampak razteza se v hlajenju se drugače razteza. To pomeni, če ti se greješ, jih lahko zavariš. In to je počne.
Pa sem pa si rekel, če so Amerikanci naredili, pa to ni hvala, ampak pač vse ne smem nič več, pa se predshvališ, ne. No, in na Meteorološkem inštitutu je bil profesor Krušič, tu se ga dobro spomnim, je prišel iz Amerike, je rekel, če bi se to naredili, zakaj je to? Za talino, tu sem pozabil povedati, ko se kuha, kuhar župca, je zelo važno, da se ti mehurčki prečistijo, ker čist stekel hočemo imeti, ne? Mi hočemo imeti čist stekel. Da bi ga pa prečistili, so pa naredili včasih repo, so vzeli repo, v lončki so bili lonci, talilni lonci so bili 1,20 m, 1,20 pa rečemo meter široko ali pa kaj takega. In so na štango porinili dol in ker je bilo dol, ker kisika tam ni prišlo in je borbotali in tiste mehurčke, ta velike ven vrgli, v isto čas je pa ta tenke, ta mehne zraven vlekli, ne. To je tako banalno, se danes imaš kemija šla tukaj naprej, pa tako naprej, da je drugače tudi razvija, ampak tudi 57 leta se mi zdi, da smo bili pa še malo entuzijasti. No, takole, zdaj v teleskopi, da povem zdaj, in ko so ga naredili, tu je mogel en let se ohlajali in ko se je ohladil, so tisto talino so razrezali na prizme, da smo take rekel, no tule pogledajte, še enkrat tule pogledajte, no, tu še enkrat, tu je tu, no še enkrat pogledajte. Pa proti svetloba, tamle je svetloba, zdaj. Če še videl tira, da gobe nabira, kar povej, bom šel jaz tudi dohosto. Ja, način, ja. Smo rekli, v telih prizmih, ne. Tale steklo ima tukaj širok spekter, mi govorimo samo za lepipo, pa tule v sklopu tega, v sklopu steklarstva, ne, steklarstva, svetovnega steklarstva. In tu je osnova steklarstva. Bomo prišli čisto na kratko na tele aparature. No, in tele, ko so tule bili, tele za čistiti, ko so prečistili s tem, tist cirkonoksid pa tist bi dali oni v plavže, to je ampula, ki bi imela eno spojino noter, ko bi bila agresivna ali kako bi rekel eksplozivna, ko bi ona tiste plavže eksplodirala na določeni temperaturi in bi ven vrgli. Ampak kaj? Treba je to prvo tu skupaj spraviti. Dobro, meni je slučajno rad, ali sem spravil in plavži in je bilo tu, ne. Potem so bili laserji, pa tako naprej, ampak zdaj, če me preganja, pa bi jaz rad tamle malo, da omfongajo. Ne? Ja. No, sem tole še zaspraviti radioaktivnih izotopov. Kam? Zdaj se že kregajo, takole bomo dali, pa Franciji damo, pa damo sem, pa tamle Krško ima svojo, pa tako. Pa se pravi, kako pa še bi dali v Višavje, ne? Pa sem pa na enem predavanju, ker sem včasih imel kak predavanje tudi, ne. Je bil pa profesor Žagar iz Heidelberga, zelo znan duhovnik, je bil po vojni gor šel, alfa in omega zastekla, res, no. In je predaval in rekel, če bi dal med 50 ali pa 40 elementov, če bi ugradili noter cirkonoksid, radij, saj se ne bi tepli med sabo, ker so graditelji, niso graditelji, ampak so graditelji, mreža je to. Pa to rekli. Pa je rekel en viden fizik, ne, je bil kar minister, pa kar nam ni naval, da me ne bo nešti tudi še grdo gledati. No, je rekel, to je že nastopno, ampak ko pa če se ta podre tule, ne, a pa če je mehansko, da untrijet, ker kam so dali, oni bi dali, tisto, ko bi stalili skupaj, bi dali v rudnik soli, Poljska je pa zelo znana po rudnikih soli, ne, da bi noter dali, pa bi tu par sto let, to ni več, imaš določene elementi, ki so po tavžnih letih še razgradljiv, ne, no, je rekel, ja, problem je v tem, da tu ne more več biti, bom zdaj skrajšal vse skupaj tole, je rekel, če se en od teh elementov v tej mreži sprosti ali pa reagira drugače, kakor mislimo, bo potegnil za sabo ta drugega, ta celega in tu se pa razgradi in bo ti spuščal in bo spet šlo vse v to. Po moj pa rekel ta fizik, ne? Ne, se ne strinjam z vami, to so kar zanimive te predavanja. Rekel, če dam jaz v pirovsko flašo en novc, pa ga evakuiram, pa ga zaprem hermetično, pa ga dam kepa čez stol, se me ne bo, ampak ker za nam že bo prišel, pa bo še zbirati tisti med. Primerno ne vem. Lahko je, lahko pa ni, ne? Pa veš, ne? Lahko ti pa padem kam gore iz enega. No, pustimo zdaj to. Skratka, steklo je tukaj univerzalno,
da bi lahko tu morje, ampak zdaj, če imate 15 minut, bom šel jaz na prekaz stekla, prav? Rečemo, da je tu steklena masa, tu je pa pipa, tu je pa že kroglica narejena na tisti pip, ko bom jaz še več masa gor potegnil, ne? Zdaj pa pogledajte, jaz imam tole steklo, ko je dosti grem noter v vreč, tu je 1200 stopinj. Bo hvala prijet. A upaš prijet? Jaz upam. Ja, ta ni, to je met, ne, ampak rečemo, če bi bil, no zdaj grem pa jaz noter in lepo nabiram, gledajte, kako nabiram. Tu se reče omfungot, vidiš? Zdaj, boš mislil, da je tako einfach, se boste lahko probali. In tu se zdaj tako obnaša, če dol gre, dol vidiš materija, če greš gor, greš nazaj spet, pa spet pol oblikuješ, sem pa kje, ne. Se gleda kretensko, ampak tu je odličen prikaz stekla. No, zdaj pa tu, jaz sem tole enkrat otrokom pokazal, sem rekel, zdaj pa še nekaj je. Tu je edin stekl na svet, ko ga imamo v Zagorjani, ko ga še lahko poližeš, ne. To je to.